Sem David Sipoš in sem filmski producent, filmski režiser, mogoče kar filmski ustvarjalec. In kot producent spremljam ta postopek od začetka do konca. Tukaj za mano vidite je pisarna, v kateri ustvarjamo. Danes sem tukaj sam, zato ker nas je korona žal prisilila, da delajo moji sodelavci oziroma zaposleni od doma. Drugače pa tale pisarna zna biti kar polna, no? Okoli 7 nas je vse skupaj ponavadi v tej pisarni vsak dan. Ampak zdaj te dni sem tukaj sam in se s sodelavci slišim samo preko telefona, preko kakega videokonferenčnega programa. In to je to. Mene res veselijo zgodbe, ki jih tudi na srečo lahko ustvarjamo. Torej vsi filmi, ki jih delamo, se mi zdi, da so filmi, ki smo jih res hoteli ustvariti. Tako nastajajo filmi, kot so Tihi večeri, kot je film o Alojziju Kozarju, kot je film Goreči škof, kot je film o škofu Smeju, recimo film o Grozdetu, Alojziju Grozdetu, dijaku, ki je med drugo svetovno vojno žalostno končal. Prihajam iz Ptuja, zdaj živim v Ljubljani, tukaj imam družino, tukaj imam sodelavce, tukaj je tudi največ dela, če temu tako rečemo, ker se večina sestankov zgodi kje v bližini Ljubljane ponavadi, ampak Štajerska, Ptuj, Maribor so mi še vedno dragi, tako da če imam le čas, se kdaj oglasim tudi v tistih krajih. Mislim, da sem se na Škofijsko v zadnjem času res velikokrat spomnil, ravno iz vidika povezave z dijakom Alojzijem Grozdetom. Torej, ko sem ustvarjal ta film, ki je šel lani poleti, sem se večkrat spomnil, da sem ravno na Škofijski dobil tole spodbudo, da njegovo življenje beremo, študiramo, razmišljamo. Ustanovili smo tudi katoliško dijaško akcijo, bil sem en izmed tistih, ki je ves čas bil za to, da se spodbujajo razne take skupine, da se prebuja neko razmišljanje o nekem bolj širšem socialnem kontekstu. Tako je tudi takrat ta pobuda za katoliško akcijo obrodila sadove in smo imeli skoraj 2 leti tudi redne sestanke. En profesor na vaši gimnaziji je že takrat bil in je bil en izmed spodbudnikov te katoliške akcije, Ivo Krže. On tudi nastopa, oziroma smo ga intervjuvali za film o Grozdetu. Tako da ta povezava s Škofijsko gimnazijo se mi zdi, da nikoli ne bo zamrla. Večkrat sem še s kakim profesorjem, direktorjem v stiku. Tudi sošolci, ki sem jih takrat imel, so sedaj šli po svoji poti, nekateri uspešni poslovneži, sem že za njih posnel razne kratke promocijske filme. Tako da mislim, da je to obdobje gimnazije res eno tako obdobje, ki ti pol za prihodnost odpira veliko stvari, no. Jaz sem potem na faksu, sicer 2 faksa začel, nobenega pravzaprav končal, prvo slovenistiko, kjer sem imel dobre sošolce, nisem hotel tisto študirati, ampak potem pa filmsko režijo, ki pa je tudi potem nisem dokončal, ampak kakorkoli, pustimo to na strani. To je predolga zgodba. Zdaj ustvarjamo filme in mislim, da tule največ, kar šteje, je to, kako dober film narediš, ali ga ljudje gledajo, ali jim je všeč. In upam, da tudi vi katerega poznate, ker če ga poznate, pomeni, da smo vsaj približno uspešni v tem. Torej, Tihi večeri je dokumentarni film, tule za mano ga lahko vidite. To je spletna stran ksaver.si, ki govori o pisatelju Francu Ksaverju Mežku. O njem pravzaprav v šolskem sistemu se skorajda nikoli ne učimo. Ne vemo, da ta pisatelj je obstajal, da je bil v začetku 20. stoletja zelo popularen, pisal je tako literaturo za odrasle kot tudi za mlade.
Je pa on moj stari stric, stric, kar pomeni, da smo ga že v moji družini večkrat skozi otroštvo omenjali, bili smo malo ponosni, da imamo enega pisatelja v naši rodbini, ampak nikjer nismo o njem kaj veliko več zvedeli. Tako da sem pred par let nazaj stopil do parih organizacij, do parih županov, občin, da bi ta film posneli, in tako smo tudi na srečo dobili zeleno luč, da smo lahko s tem projektom začeli. In 2018 posneli igrani del filma, 2019 pa potem še dokumentarni ter filma dokončali. Zakaj govorim filma? Ker gre pravzaprav za film v filmu. Torej, Onkraj Poljan je tale mladinska zgodba o Tinetu in Manci, ki živita pri krušnih starših in si želita boljšega življenja. Je 20-minutni igrani film, ki živi znotraj 50-minutnega dokumentarca, ki govori seveda o pisatelju, o njegovem delu, o njegovem življenju in tudi o tem, kako bi njegova literatura danes izgledala v filmu, je pravzaprav Onkraj Poljan dokaz in nek poskus le-tega. Jaz v času gimnazije še nisem točno vedel, kaj bi pravzaprav v življenju počel. Zanimale so me razne stvari, ampak da bi se pa nad neko stvarjo tako res navdušil, pa si rekel, tu pa je moj smisel življenja, to pa nisem še takrat začutil. In sem šele konec 3. letnika šel na eno tako ekskurzijo v Albanijo, kjer sem pač bil prisiljen snemati nek tako poročevalski film o tem našem izletu. In ko sem to montiral, ko sem prišel domov pa montiral, sem videl, kako je pravzaprav super ustvarjati eno tako zgodbo iz čisto enih nepovezanih kadrov, ampak ko to združiš v neko zaporedje, rata neka čisto nova zgodba. In to me je res tako navdušilo, da sem takrat začel to probavati. Na Škofijski gimnaziji smo tudi ustanovili skupino Strela Perunova, ki smo imeli razne dramske uprizoritve, Biblija je bila prva, potem je bila Antika. To so bili taki zelo generični naslovi, ampak naslovi naših dram, ki smo jih predstavili na šoli. In potem tudi konec 4. letnika posneli igrani film Eče bi det naš ne zagrešil. Ampak to so neka moja začetniška leta filmskega ustvarjanja. Potem pa sem si pač izoblikoval nek moj profil, kaj me pravzaprav res zanima, kaj je sploh možno ustvarjati, zato ker konec koncev realnost je tudi taka, da ni vedno tako, da ustvarjaš lahko karkoli si želiš, oziroma da boš samo s tem preživel. Tako da se nekako trenutno vidim, da je najlažje preživeti z raznimi dokumentarci, z kakimi kratkimi igranimi filmi, do kakega celovečerca pa bomo še prišli. Ne vem točno kdaj, ampak mogoče se kaže pa nekaj kančka upanja za film o Slomšku v naslednjih letih, kar zna biti moj prvi celovečerni film. Moj nasvet je to, da ne jemljite življenja preresno, pa ne jemljite ga prelahko. 8 ur življenja na dan biti srečen, biti zadovoljen s tem, kar počneš, ne bo tako lahko. Veliko je enega dela, veliko je neprespanih noči oziroma neprostih ur, mogoče se je treba marsičemu odreči, ampak ko enkrat prideš do tega, da se ti začne odpirati, da začenjaš delati in spoznavati, da si na pravi poti, je to najlepše darilo. Jaz sem en izmed tistih, ki pač se mi zdi, da garam, odkar sem spoznal, da je film moja stvar, ampak to garanje ni težko. Če spoznaš neko zadevo, ki ti je res blizu, za katero si pripravljen dati vse, to garanje ni tako problematično, oziroma sploh se ti ne zdi garanje, ker pravzaprav delaš nekaj, kar ti je ful všeč, kar zelo rad delaš in kar bi delal tudi, če bi imel prosti čas in bi takrat še vedno to delal. Tako da po eni strani mislim, da ste v dobrem času, da se še odločite, kaj bi sploh radi v življenju.
po drugi strani pa upam, da čim prej najdete to in tam ne popuščate. Vsekakor vam želim eno vztrajnost, veliko moči pri svojem delu, pa predvsem neko zdravo pamet, kako si življenje odpreti, da bo služilo v vašo srečo in srečo vaših najbližjih. Vem, da je zdaj to obdobje posebej velik izziv, ker se učite od doma, ker delate od doma, ampak mislim, da je tudi vaša šola ena izmed bolj usposobljenih za take vrste učenja, tako da verjamem, da boste to zmogli, da bo tudi matura šla v redu, in upam, da jeseni, če se bo le dalo, zaživimo neko normalno življenje naprej, in z veliko željo po znanju in po uspehih se poslavljam, David Cipoš, srečno.